Dobrodošli v Delovem studiu. Znani so rezultati vzporednih državnozborskih volitev, ki jih je upravil Inštitut Mediana. V studiu sta z mano Uroš Esih in Roman Zatler. Roman, tebe kot analitika sprašujem, če lahko najprej izdaš rezultate vzporednih volitev. Ja, tako. Po podatkih vzporednih volitev je situacija sledeča. Gibanje Svoboda je dobilo 29,9%, sledi Slovenska demokratska stranka 27,5%, potem trojček NSI, SLS, Fokus 9,4%, SD 6,7%, Levica in Vesna 6,3%, Demokrati 5,9% in Resnica kot še zadnja, ki je prestopila prag parlamentarni s 5,2%. Tako da to so te rezultati, moramo biti pa še malo previdni, glede na to, da to niso še preštete glasovnice, ampak se pravi, dve stvari sta niso preštete, drugo je pa to, da niso upoštevane predčasne volitve, na katerih je bilo 81 oziroma 82 tisoč ljudi že oddalo svoj glas med tednom. Pri tem je treba poudariti, kot je dejal direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič, da bo do 22 ure predvidoma preštetih 70% volilnih glasov, glasovnic. Uroš, pravzaprav glede na te ankete, ki smo jih objavljali v zadnjih tednih, niti ni nobenega velikega presenečenja, ali pač? Ne, pravzaprav ne, ker nekako te ankete, kot so se objavljale, pa so se delali v zadnjem tednu, precej dobro odslikavajo to situacijo, ki jo naj bi dobili po volitvah. Tako da mislim, da bodo na koncu, če mene vprašaš, klasično vsi razglasili zmago. Vsi so zmagovalci, vseh teh 7 strank, ki je prišlo v parlament. Vsak predsednik od teh strank bo lahko podal razlog, zakaj je on zmagovalec teh volitev. Ampak če malce seciramo, imamo nekako, sugeriram, 3 zmagovalce. Gibanje Svoboda, ko s 30 mandati po vzporednih volitvah, NSI je dosegel rezultat, ki ga že dolgo ni skupaj z Fokusom Marka Lotriča in SLS-om, in parlamentarni prag je prvič prestopila Resnica, nekako 3 zmagovalci recimo. Gibanje Svobode je leto ali pa malo več nazaj kazalo slabo, rejtingi so jim bili prepolovljeni in nekako kot prva stranka novega obraza je uspela ta negativni trend preobrniti in v bistvu znova drugič zapored zmagati volitve, kar je nedvomno uspeh za to vrstno liberalno stranko. Janša seveda kot najbolj izkušen politik je peljal tole dolgo mobilizacijo, ki je trajala več kot 2 leti, je pripeljal do tega končnega rezultata, je postal zmagovalec na polu. Nova Slovenija, dober rezultat. Tu bi izkazalo se, da se ta taktika oziroma strategija, da se Nova Slovenija jasno umesti v Janševo koalicijo, v tej bipolarni strukturi delovala bolje kot Logarjevo pozicioniran nekje vmes. On je želel biti tretji pol, ampak je ostal zelo na repu desnega pola. Ja, bolje jim je kazalo v teh javnomnenjskih raziskavah pred volitvami. Čemu pripisuješ, da se tokrat to ni pokazalo, vsaj ne pri vzporednih volitvah? Zaradi same strukture volilne kampanje. Ta volilna kampanja je potekala do zadnje kaplje krvi, oziroma bolje natančno rečeno do zadnje kaplje bencina in nafte, Ja. Tekla vse do današnje 7 ure zvečer in tukaj enostavno v to vrstni kampanji so bile manjše stranke precej izgubljene oziroma potisnjene na stran. To je bila tole kampanja v času volilnega molka, oziroma ta podaljšek te kampanje z drugimi sredstvi je predvsem koristil obema največjimi strankama. Potem še imamo, morda še komentiramo SD in Levico, ki sta dosegla praktično identičen rezultat, nekako Levica pa spet ankete, tako kot na prejšnjih volitvah, so jim dale nekoliko večje možnosti, na koncu so dosegli malenko slabši rezultat. SD pa kot tradicionalna stranka svojo mrežo, očitno ta njihova mreža spet svoje oddelala, da so prišli v bistvu na enak odstotek kot pred 4 leti. No, pred 4 leti je bila volilna udeležba nekaj čez 70%, tokrat je v
16 uri kazalo podobno, do takrat je volilo 50 in nekaj odstotkov volivcev. Roman, kaj lahko pričakujemo glede končne številke? Glede končne številke bi jaz rekel, da spet lahko pričakujemo 70, tam med 70 in 72 odstotkov. Tako da več kot so ankete napovedovale, ki so okrog 60, tako da je kar malo nepričakovano, ampak za demokracijo v redu. Ne? Pač višja, ki je udeležba, bolj se vsi ljudje opredelijo. Ne? Tako da jaz bi tle še pokomentiral. Zdaj tale, ko smo govorili NSI pa SLS Focus, se pravi enako, 3. mesto kot na volitvah 2022, ampak višji odstotek, ampak glede na to, da je zraven še SLS pa Focus, ker tudi SLS, mislim, da so 2% dobili na prejšnjih volitvah, tako da je, če bi tako pogledali, približno podobno, no, enako velja pa za Levico, ki ima zraven še Vesno, ki tudi Vesna je dobila nekaj, ne, tako da je zelo, bi rekel, so se obrestovale ta povezovanja, no, med strankami. Pa še to bi omenil, no, primerjava z volitvami 2022 pokaže, da so na prvih 5 mestih iste stranke, no, prav isti vrstni red, samo da sta tokrat še 2 nove, no, nove pač. 2, ki prej nista bile v... Ni bilo tako močnega novega obraza, da bi potegnil volilno bazo. Ne, nesojen novi obraz, ki je želel postati nov obraz, je ostal pod parlamentarnim pragom, govorimo o prerodu gospoda Prebiliča. Pa še to je zanimivo, ne? Tokrat ne, na tokratnih volitvah se je precej manj glasov ostalo pod pragom, ne, kot na prejšnjih volitvah. Zdaj, če prav računam, je pod pragom ostalo manj kot 10% glasov, na prejšnjih volitvah jih je bilo 20%, tako da to samo še potrjuje to, kako je šlo na nos med obema največjima strankama, med obema poloma in te manjše stranke, Prebiličeva predvsem je bila pač tudi žrtev tega taktičnega glasovanja, ki se je odvilo v prid večjih strank. Velika izenačenost, govori se že o morebitnem trgovanju pri sestavi nove koalicije, levo ali desno, naj bi bila resnica jeziček na tehnici. Kaj meniš, Uroš? Ja, pregovorna je resnica, dosegla je močan rezultat, precej boljši kot na prejšnjih volitvah, kot so tudi rejtingi v redu kazali, pa je bil rezultat slabši, tokrat je celo morda malenkost boljši. Za takšno antisistemsko stranko si pravzaprav noben pol ne mora kaj dosti pomagati, ampak verjetno bo kdo tudi z njimi poskušal. Ne, spomnimo se, v kampanji Golob jih je povabil takrat na tisto znamenito kosilo, ne, tako da nekako vsaj potiho računa na njih. Svoje račune gotovo ima tudi desnica, tako da zdaj se začenja, ne, boj za resnico. Uroš, Roman, najlepša hvala. Seveda pa bomo ponovno komentirali, ko bodo znani uradni rezultati državnozborskih volitev.